Zdaj kot zadnjega bi besedi povabil še Rolanda Benjamina Vaš Ferreiro, kandidata Piratske stranke na evropskih volitvah. Prvi refleks, ki ga slišimo ob besedi Piratska stranka je, da ti zagovarjaš, da lahko gremo, ne vem, včeraj no del Game of Thrones za stojn sparti se podeliti. Ampak vendarle je Piratska stranka mnogo več. To je stranka s konkretnim programom, s večjimi točkami, s razdeljenim programom za različna področja, ki izhaja iz aktualnih družbenih evropskih problematik, o katerih smo danes že govorili, pa vendarle kljub temu izhaja iz določenih vrednot ali pa neke pozicije piratstva, če se tako izrazimo, predvsem v smislu vaših stališč o avtorskih pravicah, intelektualni lastnini, vašega poudarjanja, transparentnosti, digitalizacije državnih uprav in neposrednega dostopa vseh do informacij in do soodločanja. In zdaj zanima me, mislim, bi te prosil, če lahko dve stvari narediš, s vami prispevki. In sicer prvič, da poveš, kak iz tega piratstva, iz te želje po transparentnosti, intelektualni lastnini, kak iz tega pride do neke konkretne stranke, kak iz teh vrednot pridemo do programa, ki zaobsega celotne aktualne evropske problematike in programa, ki je smislen za evropske volitve. In druga točka, kako ta vaš program, temelječ na teh vrednotah, pripomore mladim k temu, da se lažje integrira v procese odločanja ali v procese demokratičnega nadzora nad institucije. Skratka, kako od piratstva do stranke s konkretnim programom, katere so tiste vrednote in v čem je ta stranka toliko drugačna, predvsem v smislu, zakaj mladim bolj omogoča integracijo v demokratične odločevalne procese in zakaj jim omogoča demokratični nadzor nad institucijami. No, lepo zdrav še od mene. Benjamin iz Piratske stranke, se pridružujem vsem zahvalam, da so nas povabili, da lahko tukaj govorimo z vami. Zdaj, jaz bom malo krajši najbrž, ampak za tega več manj vreden. Se pravi, kako od piratstva, od najnovejšega dela Game of Thrones, pa do stranke. In zakaj so to stranke, zakaj ne samo gibanje? No, začelo se je to tako, da so na Švedskem poskusili cenzurirati Pirate Bay. Kdo ne ve, kaj je Pirate Bay? Ok. Se pravi, ko so poskušali cenzurirati Pirate Bay, se je nekaj pametnih Švedov zbralo in so si mislili, cenzura za vsako ceno pa ni v redu. No, in ko so to ugotovili, je to že postala ena točka, ki so imeli skupno. Da cenzura ni v redu zadeva, to je, mislim, da družbeno sprejeto že nekaj časa in prav zaradi tega so lahko začeli sploh nekaj graditi. Ker ko so ugotovili, da cenzura ni v redu, so videli, da se razni lobiji avtorskih pravic, korporacije zavzemajo, da pa mogoče ne bi cenzurirali, ampak bi povečali nadzor. No, pa so se vprašali, a je več nadzora v redu? Zakaj bi zmeraj povečevali samo nadzor nad navadnimi ljudmi? Je to ok. Države imajo recimo en nivo transparentnosti, večji ali manjši, pustimo to posameznim državam, ampak države se ne trudijo, da bi ljudje nadzorovali države, ampak le obratno. In ko so to vse videli, da hočejo zadeve cenzurirati in da hočejo bolj nadzorovati ljudi, takrat so si ti pametni Švedi takrat mislili, kaj pa če bi naredili kontra, ne bi bilo boljše, če bi imeli ljudje manj nadzora, se pravi, da bi imeli ljudje več nadzora nad državo in država manj nadzora nad ljudmi. Pa imamo drugo točko. Proti cenzuri in za več zasebnosti za ljudi. In iz tega se je izpeljala tudi večja transparentnost za državo. No, in takrat se je pozgodil en tak lep snowball efekt, se pravi efekt snežne kepe, ko so začeli zraven prihajati drugi ljudje. In ker se je to pač dogajalo predvsem na internetu, je to na začetku privabilo zlasti razne internetne zagrizence, geeke, nerde, In to so bili načeloma ljudje, ki niso bili tako zelo orientirani, pa smo levi, pa smo desni, ne. Oni so enostavno pogledali, s čim lahko delajo. To je danes predvsem tehnologija. Močno dvomim, da je v tej sobi zdaj kdorkoli, ki v zadnjih 24 urah ni bil na internetu. Pa skoraj stavil bi, da je mogoče eden bil v zadnjem tednu dni na kakšni upravni enoti. Če niste ravno hodili podpisovati za pirate, ne?
In to je ta problem, s katerim so se želeli spopasti. Pač imamo eno skupino ljudi v vsaki državi, ki so opredeljeni politično že tako leta, družinsko, kakorkoli že, in so zagriženi v levi, so zagriženi v desni, kakršnekoli že. No, ti pirati se tega niso hoteli iti. Oni so pogledali, imamo internet, kako internet, ki je danes pač pervaziven čez vse, čez celo družbo, kaj lahko ta internet naredi za boljši jutri, za boljši svet. Pa so videli, demokracija, predstavniška demokracija je delovala, je izpolnjevala svoj namen, dokler so to bila mogoče plemena, pa kakšne mestne državice, pa male države, tako še. Ampak ko priješ pa do 2 milijonov ljudi, pa to več nekako ni ravno optimalno, ker 2 milijona ljudi spet nima tako malo različnih mnenj, kot je malo strank. Zato so začeli zavzemati še za nekaj novega. Najprej je to bila prav neposredna demokracija. Internet omogoča, da ima vsak svoj glas. Ampak je to nujno dobra zadeva. Jaz osebno ne vem o kmetovanju nič. Naj zdaj glasujem o tem, ali se naslednje leto naj poseje več koruze oziroma subvencionira koruza ali ne. Ne. In spet so ugotovili, dajmo mi to združiti, pa so dobili tekočo demokracijo, liquid democracy, kjer želiš lahko daš svoj glas nekomu, ki mu zaupaš, da to vlada, da določeno področje vlada. In on glasuje namesto tebe. Ker želiš glasovati sam, lahko glasuješ sam. No, in na tej podlagi se je začelo pol širiti po Evropi in po svetu. Zdaj so piratske stranke v več kot 60 državah na svetu. Nekaj tednov nazaj se je ustanovila Evropska piratska stranka, PPEU. Prenos je bil tudi v živo. Dobili smo se v Bruslju in lepo vsi pirati, ki smo prej dobili blagoslov svojih članov, izglasovali samo mogoče stališča. Videlo se je, da nismo izkušeni tako kot mogoče kakšni starejši politiki, ker je ta kongres bil proti koncu vse bolj podoben glasovanjem v glasovanjih. Ampak tudi to ni nujno bilo slabo, ker smo se nekaj naučili. In prav to je to. Smo mladi in se zmeraj radi nekaj naučimo novega. Smo računalničari, smo prevajalci, smo marsikaj. V naši stranki v Sloveniji imamo tudi taksiste, imamo založnike, se pravi, iz vseh možnih vetrov smo skupno brani, ker pač ne maramo tega, da se cel svet odvija v smer več nadzora za ljudi in manj za državo. Internet omogoča vse. Omogoča večji dostop do volitev, večji dostop, da izrazimo svoj glas. In omogoča tudi večji nadzor nad državo. In prav zato se mi zavzemamo, da bi združili čim več zlasti mladih, ker mi smo tisti, ki ne preživimo 1 ure brez telefona, in brez tablice in tega, ker prav naš glas dan danes je tist, ki ni uslišan, ni slišan. Zakaj? Ker ne gremo radi več protestirati v živo. Ko smo zbirali zdaj podpise, da se lahko udeležimo volitev, smo dobivali 2 najpogostejši vprašanje. Najpogostejše vprašanje v tistih nad 40 let, recimo, nad 50, je bilo, pa zakaj piratska stranka? Ali so se pa obrnili, pa šli naprej in se smejali? Ok. Najpogostejše vprašanje mlajših, a se da to prek interneta narediti? Smo vprašali na Državno volilno komisijo in nam je bilo rečeno, da zakon tega nikoli ni predvideval. Se pravi, kako se naj naša generacija, pa recimo do 40. leta, pa tudi kasneje, kako naj mi dejansko sodelujemo v nekem svetu, v katerem ne moremo koristiti tistega enega svojega medija. Koliko tu vas vsak dan prebere delo, ali pa finance, ali pa karkoli, papirnati obliki. Pa koliko tu vas vsak dan dela karkoli na internetu. To, precej več, sklepam, niste dvigno pomagati. Se pravi, iz ene točke piratstva, tega, da se da šerati, da se da deliti na internetu, se je zrasla cela stranka, ki se je razširila po celem svetu, ki deluje tudi v državah, ki so precej bolj neprijazne demokraciji, tudi v Rusiji imajo piratsko stranko, sicer ne ravno, ker potrebujejo, mislim, da 200,000 glasov, da se lahko sploh ustanovijo. Ampak delujemo, počasi se krepimo in vse skupaj izhaja ravno iz tega, ko je nekoč nekdo bil obtožen piratiziranja na internetu. No, na teh volitvah zdaj imamo vsi mladi, tudi jaz sem imel mnenja, še kakšno leto dni nazaj, če bi volitve kaj lahko spremenili, bi bile prepovedane.
Zakaj bi se jaz šel truditi pa zapravljal čas? Koga bom okrožil? Bom dopisal zraven hrabli mišek, pa okrožim njega. Ok, da se. Ampak recimo, da zdaj imamo na teh volitvah prvič, odkar se jaz spomnim, vse neko alternativo. Ne samo nas, ampak vse stranke, ki dejansko poudarjajo, da tudi mladi moramo iti zraven in ki hočejo zraven v ves ta cirkus v Bruslju in naslednje leto tudi pri nas spraviti not mlade obraze. Poprečna starost na 60 let je malo previsoka in porazna. Zakaj? Mi bomo živeli še vse recimo 50-70 let na tem svetu. Ne? Imamo recimo 50-70 krat več motivacije, da ta svet ohranimo in da si ga ne spremenimo v eno nočno moro, kjer bo ogromno nadzora, kjer bo vse prepovedano in bomo lahko šli ven samo še v določenih urah, če si dovolim malo spolske strmine, debaterije. Zato vas vabim, dajte se udeležiti volitev, dajte si prebrati programe od vseh, ne samo našega, od vseh. In potem dejansko glasujte za nekoga, ki mislite, da bo lahko največ doprineslo, najbolj spremenil ta trenutni sistem. Mogoče bo to pomenilo, da bodo naslednje volitve ali pa vse druge volitve po teh že lahko potekale tudi delno, vsaj prek interneta. Samo zraven moramo biti pravi. Hvala lepa.